imamo temo iz tele knjige in sicer samopodoba. To je tako zelo, zelo pomembna tema in meni osebno je to genialne informacije, ki bomo danes slišali, res noro dobre. Jaz bi to primerjala recimo s tem, ko so genski kod odkrili, kako je DNA sestavljena dvojna vijačnica, tisti nukleotidi in tako naprej. Torej, zelo dobre informacije, ker če boste to razumeli, kar se bomo danes pogovarjali, boste lahko posegali v svojo podzavest. In če posegate v svojo podzavest, lahko spreminjate podzavest, tisto, kar vam ni všeč, in s tem spreminjate svoje življenje. In to je nekaj res, kar v bistvu rabimo, kar je nujno, potrebno in super. Da bi vam pa jaz rada malo predstavila ta kompleksen pojem moje nove samopodobe. Torej, poskusite se res odpreti za to sporočilo, ki ga danes želim povedati. Torej, odkje izvirajo negativne misli in občutki? Vi ste danes, pa ste stari mogoče 25 let, mogoče 30, mogoče 40, mogoče 50. In imate neke negativne misli v zvezi z neko sedanjo situacijo, ampak nas zanima, odkot izhajajo. In ko iščemo, je dostikrat moramo iti v preteklost. In piše, torej veliko naših negativnih misli in občutkov izhaja iz naše preteklosti, iz negativnih izkušenj, iz žalostnih in bolečih dogodkov, iz travm. Torej, vsi smo bili v življenju velikokrat ranjeni in čustvene rane se vgradijo v našo osebnost. Torej, negativne misli in občutki izvirajo iz čustvenih ran in vsake toliko časa opozorijo nase. Torej, to je speče, skrito, ampak vsake toliko časa se pa oglasi. In zato smo tukaj, ker se vam v tem sedanjosti oglaša to močneje. Torej, zdaj pa je zelo pomembno to. Glejte, negativni dogodki iz preteklosti povzročijo zapis negativnih misli in negativnih občutkov in negativnih prepričanj. In cel paket vsega tega, vsa kolobocija, je to negativna samopodoba. To pomeni, da sam v sebi mislim, nisem dovolj dobra, ali pa mislim, nisem vreden, ali pa mislim, joj, noben me nima rad, ali pa in tako tudi čutim. Ne? To je problem, ker tako tudi čutim. In tudi, če si berem knjige o osebni rasti, to vseeno zelo vpliva name in to je močneje od tistega ostalega. Gremo naprej. Torej, kako pa mi zdaj posežemo v preteklost, da bi dobili drugačno sedanjost? Zato smo skupaj in to je tisto, kar je meni tako dragoceno, kar bi vam rada danes res predala. Torej, kako posežemo v preteklost, da dobimo drugačno sedanjost? Ker tu smo zato, tu ste prijavili se na ta program, ker vam sedanjost ni okej, ker se ne počutite dobro. In mi se hočemo počutiti dobro, moramo poseči v preteklost. Da bi to razumeli, je to tisti, ki ste se že lotili te knjige, boste videli večkrat to shemo. Torej, naš je sestavljen iz zgornji del zavesti in spodnji del podzavesti. Torej, kot da bi bila naša glava na polovičko prerezana. In v zgornjem delu v bistvu je naša logika, tu je naše razmišljanje, tu je naše šolanje, tukaj smo mi močni, tu se mi odločimo, to hočem, to nočem. Dobro, niste tukaj in niste zaradi tega tukaj, v tem programu, ker tukaj stvari obvladamo. Podzavest so pa shranjena pa čustva, shranjene so neke izkušnje, shranjeni so podzavestni vzorci. Problem pa je tu, ker nimamo kontrole in tu deluje avtomatski pilot. Torej, tako če včasih, ko vozite avto, se zaveste, joj, zdaj pa sem en del poti prevozila, čisto avtomatsko, sploh ne vem, kje sem. Ali pa kako sem se peljala čez teh par kilometrov. Podobno imamo ta avtomatski pilot, ki vpliva na naše počutje danes, na naše vedenje, pa tudi na naše rezultate, na naše odnose, na možnost zaslužka, na možnost preživljanja prostega časa, na čisto vse. Zdaj pa zelo pomembno, da pogledamo, kako se je podzavest oblikovala. Tole je nujno, da danes razumete. Glejte, ko smo bili še otroci, se je vse nalagalo, brez cenzure, brez presoje, popolnoma nekritično. In če pogledamo tale prvi, v bistvu imamo isto shemo kot prej, samo da je podzavest tukaj odprta skleda, nimamo zavesti še toliko močno razvite, nimamo logike, nimamo kognitivnih funkcij, ko smo otroci. To je nekje do 7. leta starosti. In če ta otrok doživlja lepe stvari,
potem otrok se mu vanj naložijo lepi občutki, lepe misli in lepa prepričanja. Prepričanje pa recimo dovolj dober sem. Vidite to desno shemo? Če pa ta otrok doživlja težke stvari, prepire, pomanjkanje, konflikte, takrat se pa prepričanje vgradi, nisem dovolj dober. Torej, odprta skleda smo kot otroci, od malega pa tam nekje do 4., 5., celo 7. leta. In takrat se nam naložijo ti programi. Naša otroška glavica gleda, kaj se okoli nas dogaja, in ta otroška glavica sklepa in na osnovi tega sklepanja se ta prepričanja razvijajo. Torej, vse, kar smo doživeli, se je shranilo. Oblikujejo se podzavestna prepričanja. Lahko so dobra, lahko so slaba, ampak od takrat naprej je to naš avtomatski pilot. In kaj se zdaj zgodi? Poglejte, kaj se zgodi? To se potem zapre in mi imamo gor svojo logiko, te stvari so pa ostale ujete notri, tu v tej naši skledici, v naši podzavesti. Okay? Torej, tukaj notri so shranjene stvari, ki smo jih mi doživljali kot otroci, to so naša čustva, naše shranjene izkušnje, naši vzorci. In tukaj nimamo kontrole več, tukaj nam deluje avtomatski pilot. In če so noter lepe stvari, super, potem je naše življenje lepo. Zdaj še ta preskok morate razumeti. To, kar je v podzavesti, takšno je naše življenje. Tako se mi počutimo, tako odreagiramo, take ljudi pritegnemo. Kadar je pa v podzavesti težke stvari, pa se nam vsake toliko časa v življenju doživljamo težke občutke, težki ljudje nam pridejo nasproti, težke situacije in tudi naše telo to težo čuti. Okay? Torej, če imamo težave s paničnimi napadi, z anksioznostjo, tesnobo, zato smo mi skupaj v zavesti, v zgornjem delu sistematsko, ko gledamo, v zavesti, tukaj je vse okej, mi vemo, kaj je treba narediti. Mi razumemo, dovolj smo pametni, odrasli smo inteligentni, vse, vendar v podzavesti pa potrebujemo spremembe. V podzavesti se je pa poleg vsega lepega gradilo tudi kaj težkega. In ko so časi težki, se to še bolj jasno odraži. In tukaj potrebujemo spremembe, torej v podzavesti, v tem spodnjem delu. In zato je tukaj potrebno spremeniti svoja negativna čustva, ki so povezana z negativnimi mislimi, ki so povezana z negativnimi prepričanji. In če to dobro naredimo, spreminjamo svoj avtomatski pilot. Okay? Ja. In kako si lahko to predstavljamo, kako lahko v bistvu to razumemo? Torej, nevarnost je ta nevidni šepetavec, to je ta negativni glas v naši glavi, ki nas ves čas opozarja na slabo, ki nam jemlje življenjsko moč in energijo, ki nas ves čas spominja na bolečo preteklost. Saj veš, kako je bilo takrat, recimo nekdo, ki je ljubosumen, saj veš, kako je bilo za prejšnjo punco, pa zdaj bo isto. In ta negativni, in bolj si kar vse začnemo slikati negativne stvari. Torej, na osnovi negativne preteklosti si mi slikamo negativno prihodnost. In vsako sedanjo okoliščino povezujemo s preteklostjo. Torej, ta šepetalec, jaz mislim, da veste, o čem govorim, da ste ga doživeli, da ga doživljate, deluje na skrit, inteligenten način in se običajno tega niti ne zavedamo. Torej, nekje v nas je, malo nas moti in mi vse obarvamo, to sedanjost obarvamo z njegovimi barvami, z njegovo resnico. In bolj lahko smo sumničavi do drugih ljudi, lahko smo ljubosumni, lahko dvomiti začnemo in tako naprej. Torej, zdaj pa tisto, kar je moja osebna izkušnja, ne zavedamo se, kako globoko smo sprogramirani z negativnimi izkušnjami iz preteklosti. Ne zavedamo se tega. In zdi se, kot da zavestno vodimo svoje življenje, saj smo vendar tudi šolani, smo izobraženi, imamo neke svoje družine, imamo tudi poklice, imamo firme, imamo službe, ampak v resnici pa naše življenje upravlja naša podzavest. Naj bi bil ta procent celo do 97% vpliv, sigurno pa več kot 90%, zelo visok vpliv preteklih izkušenj na to sedanjo situacijo našo.
Recimo en primer, enega čisto konkreten primer, ko se pa začnemo zavedati tega, ko začnemo čutiti razliko med našo logiko in med našo podzavestjo. Naprimer, gospa piše, trdno se odločim, da bom šla med ljudi, potem pa me pride panika in si ne znam pomagati. Strah me, zaprem se v svoje stanovanje, ne upam nikamor. Tako nemočna sem, ko me preplavi občutki tesnobe in strahu. Sram je povedati ljudem, zakaj ne morem na družabna srečanja, na katera me vabijo. Izmislim si, da sem utrujena, v resnici pa si želim iti, ampak me preveč strah. Torej vidite, zavest hoče iti, podzavest je pa strah. In ta gospa večinoma ne bo šla. Torej, dostikrat je ta podzavestni del tako močen, da preplavi našo logiko. Ali še dva primera. Že rečem si, da bom prijazna do svojih otrok, potem pa znorim, ko so preveč živahni. Nočem ponavljati starih vzorcev, ki sem bila deležna kot otrok, vendar me vedno potegne vanje. Zavedam se, da škodim svojim otrokom, pa si ne znam pomagati. Torej, hočemo biti prijazni, pa ne moramo biti. Kar nekaj bruha iz nas. Okay? To je podzavest, to je bolečina iz podzavesti. To so boleče misli, boleči občutki, boleča prepričanja. In to troje tisto, česar se mi tukaj v tem programu lotevamo. Ali pa naslednji primer, en gospod, ljubosumje, torej, rad bi bil miren, pa me ljubosumje popolnoma prevzame in si ne morem pomagati, začnem izvajati pritisk na partnerko. Še malo in bom uničil vse, kar mi največ pomeni. To so resnični teksti od ljudi. Vem, da bi moral najprej trezno premisliti in poslušati in šele na to odreagirati, pa je tako težko. Torej spet podzavest preplavi, zmaga, ja, kadar je not velika bolečina. Torej, gremo še korak naprej. Kaj je v bistvu ta samopodoba? Samopodoba pa je zbirka vseh naših prepričanj o samem sebi. Negativna prepričanja so se oblikovala na podlagi negativnih izkušenj. Naprimer, nisem dovolj dober, to smo gledali, ali nisem dovolj dobra. Zdaj pa gremo že do rešitve, zdaj pa že razmišljamo, kako bi mi danes to lahko spremenili, kako se mi tega zdaj lotimo. Ker ni fajn, da nas danes, ko smo stari 30, 40, 50 let, da nas obledujo neki otroški spomini. In poglejte, to sliko imate tudi noter v knjigi. Tu imamo eno gospo, ki je odrasla, ampak njen spomin travmatičen vpliva na njo danes. In to, kar moramo zdaj vedeti, ni več važno, kaj se je v preteklosti zgodilo, ne moramo tega spreminjati, vendar pa je zelo pomembno, kako se je to v nas vgradilo. In to pa lahko spreminjamo. In zato ste tukaj na terapiji. Torej, ni pomembno, kaj se je zgodilo v preteklosti, upam, da razumete razliko. Je pa zelo pomembno, kako se je to vgradilo v našo osebnost. Preteklost nas oblikuje, torej z močnimi negativnimi mislimi, ki jih spremljajo močni negativni občutki, povezujemo čustvena stanja, kot so anksioznost, tesnoba, depresija. Poleg tega povezujemo tudi našo jezo, našo sovražnost, našo neprijaznost. In poleg negativnih misli se pojavlja tudi vrsta telesnih simptomov, piščanje in stiskanje v prsih, cmok, grbo, vrtoglavica, pritisk v glavi, mravljinci po telesu, ki posameznika omejuje na vsakem koraku. Rekli smo, v preteklosti ne moramo spreminjati, lahko spreminjamo pa to, kako se je to zapisalo v nas. In en lep stavek, tisti, ki bo obvladoval svoj bo obvladoval svoje življenje. In zato smo tukaj. Torej, če so naši občutki, naše misli negativne, potem je na nekem nivoju negativno naše življenje. Če pa so naši občutki in misli pozitivne, je pozitivno tudi naše življenje. Zato je naš sjajno orodje, če ga znamo prav uporabljati. In kaj delamo s to EFT-terapijo? Spreminjamo zapise v nas, ki so nastali v preteklosti in ki imajo vpliv na našo sedanjost. To mi tu delamo, zato se primemo s tremi prsti, zato prepoznamo, kaj čutimo, primemo se, iščemo povezavo, ta občutek, kdaj se je pojavil in tam ga spreminjamo. In poglejte to slikco, ta gospa smo jo prej imeli, videla smo imeli travmo. Kaj mi sodelamo? Mi tale spomin spremenimo do tega, da v domišljiji spreminjamo spomin in ko spomin naredimo, da je nevtralen, ko se ta deklica dobro počuti, se bo tudi odrasla dobro počutila. Dobro, torej uporabimo domišljijo, delamo s podzavestjo. Mogoče se vam nekaterim zdi to čudno, nenavadno, ampak resnično stvari delujejo. Torej, kaj zdaj narediti s čustvenimi ranami in čustveno bolečino? Imamo več možnosti.
ena stvar, lahko jih prezremo in počakamo, da se spet skrijejo. Torej, nekega dne se mi slabo počutimo in pa rečemo, se bo minilo, danes imam slab dan. In dokler je to v mali obsegu, nam to dokaj dobro gre. Lahko pa jih sproti predelamo in se osvobodimo njihovega negativnega vpliva na naše življenje. Torej, tako ta gospa, ko tega strahca drži, ko je še majhen, da se ne razraste v veliko pošast. In kaj je zdaj tu ključno, da razumete? Še tretja možnost obstaja, ne? Mi se slabo počutimo in kaj ljudje najrajši naredimo? To zvalimo na nekoga drugega, na partnerja, recimo, ti si kriv, da se jaz slabo počutim. Ali pa ti si kriva, da se jaz slabo počutim. In kaj takrat v bistvu nek bližnja oseba nam je samo predstavlja vrh ledene gore, sproži nas na občutke, ki so pa pred nas od prej. In tu je treba en velik korak narediti, ki je v bistvu čisto preprost, ampak velikokrat ga na prvi pogled ne vidimo, da se zavedamo to, kar nas oseba sproži, da je večji del naša bolečina od prej. Če boste to razumeli, če boste to dojeli, potem boste zelo veliko odnesli iz tega programa. Potem boste res dobili zaupanje, da lahko spreminjate svoje življenje. Torej, zakaj bi sploh predelali neke svoje čustvene stvari? Prvič, življenje to zahteva od nas. Ko se res tako slabo počutimo, pač moramo nekaj tu narediti. In ljudje takrat rečemo, torej pač moram, ker res tako močen težek občutek, da ne zdržim. Drugič, pa si lahko razložimo, ker je boljše, da trpimo med terapijo kratek čas, kot da trpimo celo življenje. Ker nič se ne reši samo od sebe. Podzavest se sama nič ne zbriše, podzavest sama od sebe se ne bo spreminjala, podzavest je narejena, da ostane tako, kot je, ker je to najbolj varno in najbolj logično. In tudi, če ni to podzavest želi ohraniti. Nič se samo od sebe ne reši, ampak se nam splača se na terapiji čutiti bolečino, zato, da potem v življenju se imamo bolj fajn. In kaj s tem pridobimo? Z vsakim predelanim dogodkom pridobimo na samozavesti, pridobimo na zdravju, pridobimo na boljšem počutju, na notranjem miru, notranji moči, izpolnjene v življenju, cel kup stvari. Torej, ko smo enkrat mirni, potem je vse ne? Torej, zdaj pa gremo že čisto konkretne korake. Kako predelamo negativne občutke iz preteklosti? Najprej prvi korak, da jih ljubeče sprejmemo. To smo, objamemo se, objamemo te občutke, objamemo svojo tesnobo, objamemo cmok v grlu, pritisk v glavi, rečemo, sprejmem, nekam se boriti proti temu občutku, sprejmem. Prvi korak, sprejmem. Drugi korak, dovolimo jih si čutiti te občutke. Torej, če jih hočemo rešiti, razrešiti, jih moramo podoživeti, jih moramo čutiti. Ne bežimo več pred njimi, tretji korak, in medtem ko tapkamo, jih postopoma spustimo ven iz telesa. In na ta način naredimo prostor za občutke notranjega miru in ljubezni. Dobro, ko spustimo bolečino, ko spustimo težke stvari, šele takrat naredimo prostor za dobre stvari. Ker če nam je vsem pladen, ne more imeti hkrati polno strahu gor, pa polno ljubezni, ali eno ali drugo. In zato moramo pladen sprazniti, da lahko damo ljubezen noter. Dobro. Zdaj pa gremo res še bolj konkretno. Torej, kako spremenimo programiranje iz preteklosti? Prvi korak je prepoznamo, kako se zdaj počutimo. Točno te korake bomo mi delali danes, preteklo v prejšnjih terapijah smo jih prihodnji. Prvi korak je prepoznamo, kako se počutimo. Torej, iščemo negativne občutke, ali tesnobo, ali strah, karkoli. Drugi korak, primemo se s tremi prsti in potujemo v preteklost. In preprosto si predstavljamo, kot da imamo ekran v glavi in iščemo, kdaj se je ta občutek, ki ga jaz danes čutim, v avgustu 2021, kdaj se je to prvič pojavilo v mojem življenju. Razumete? Potujemo v preteklost, iščemo isti občutek. Ne iščemo isto situacijo. Naprimer, jaz vam danes izmišljujem si strah pred vožnjo z avtom in se sprašujem, od kdaj imam ta strah pred vožnjo z avtom. Lahko najdem tak dogodek, mogoče ni najboljši primer, ker je to res velikokrat povezano. Ali pa recimo, danes imam občutek neko veliko jezo na nekoga in se vprašam, ta jeza v meni
To ni samo s to osebo povezano, pretirano reakcijo imam in se vprašamo, ok, od kdaj je ta jeza v meni, kdaj sem kot otrok doživela nekaj, da sem bila ful jezna ali ful jezen, pa nisem mogla izraziti. In ni nujno, da je ista situacija, samo občutek je isti, to morate razumeti, ni ista situacija, isti občutek iščemo, ko gremo nazaj. In potem je tretji korak, pa preprosto tapkamo, pa ne na sedanjo jezo, ker to ni izvor, tapkamo na preteklo jezo, to je tudi pomembno, da razumete, če boste to razumeli, boste lahko res dosti bolj uspešni pri tem tapkanju. Torej, moramo najti neko zgodbo iz preteklosti, nek boleč spomin in tistega predelamo. In ko ga predelamo, ko je ta otrok srečen, vesel, tako kot recimo ta fantiček na tej slikci, potem spet se prestavimo v sedanjost in preverimo, kako se pa jaz danes počutim. Torej, štartam sedanjostjo, potujem v preteklost, spreminjam preteklost, vrnem sedanjost, testiram sedanjost. Težko? Prišlo? Zelo pomembno, to bomo ves čas delali. Torej, kaj se nam zgodi, ko še enkrat prednosti tega, zakaj bi bilo to vredno sploh početi? Kaj se nam zgodi, ko očistimo svojo podzavest negativnih vzorcev, smo rekli, prepričanj, negativnih misli, občutkov, kaj se nam zgodi? Ja, dobimo neko notranjo moč, nismo več žrtve, ki na življenje premetava, ker če smo otroci doživljali občutek nemoči, pa nismo nič na tem spremenili, tudi danes doživljamo občutek nemoči. In če te občutke spremenimo, se spet lahko čutimo močne. Torej, celo telo se sprosti, lahko se rešimo anksioznosti, depresije, paničnih napadov, tako naprej, zdravje lahko izboljšamo. Zelo veliko bolezni je psihosomatskega izvora, povezano s stresom, povezano z negativnimi čustvi. In če to delamo redno, absolutno se nam je telo hvaležno. Ja, lažje se borimo proti katerikoli bolezni. In kaj naša osebnost se napolni z več ljubezni, lahko razvijamo bolj kvalitetne, dovolj izpolnjujoče medsebojne odnose. Torej, ni več drame, ni več napadanja drugega, ni več groženj, ni več tudi, da nas kdo napada, preprosto bolj spoštljivi smo en do drugega. In to je tudi pomembno, ne? Naša samozavest se nam poveča. In kdor nadzoruje svoje misli in svoje občutke, lahko usmerja svoje življenje.